Tehnološki velikan je v Evropi doživel prav posebno obliko stavke, saj je večje število zaposlenih za en dan zapustilo svoje delovna mesta, oziroma kot temu rečejo v naši javni upravi, četrtek. Samo iz prostorov Googla v Dublinu je odkorakalo nekaj 100 razočaranih uslužbencev. O protestnih pohodih poročajo tudi iz Londona, Singapurja in Tokija. Po pozivu na Twitterju naj zaposleni vplivajo na vodstvo družbe, naj neha prikrivati spolne škandale, enake shode pričakujejo tudi v ZDA. Seveda je pohvalno, da so zaposleni sami opozorili na nepravilnosti, ampak jaz mislim, da tukaj ni rešitve. Ne moreš proti Googlu. A ste vedeli, da ko v Google vtipkaš prijava spolnega nadlegovanja, te Google vpraša, a ste mislili prijava spornega potovanja? Pa da če napišeš ovadbo po Gmailu, gre ta direkt v spam. Pa to, da ovadba za nadlegovanje ne velja, če je oddana v Firefoxu. Preverite, vse je res. Zarota, chemtrails, vesoljci so med nami. Oprosti, celec. Sorry. Evropska unija pa se ukvarja z eksistencialnimi vprašanji, kot je to, ali bi že prihodnje leto ukinili premik ure 2-krat letno. Nekaterim ministrom EU se zdi taka ukinitev nerealna, saj potrebujejo za analizo in odločitev več časa. Jaz sicer ne vem, koliko časa potrebujejo, ampak če jim manjka 1 ura, se problem lahko reši sam od sebe. Avtomatsko. Zdaj pa črna kronika. Ta mesec se na raziskovalni postaji Bellinghausen na Antarktiki ukvarjajo s poskusom umora. Ja, tudi na Antarktiki se lahko zgodi, da komu zavre kri. A štekate, zavre kri. Kaj ful mrzlo. Kaj? Smešen, ne? Eden od ruskih inženirjev je tam namreč ob pijančevanju zabodel svojega kolega, ker naj bi mu ta vztrajno kvaril konce knjig, ki jih je prebiral. Umor sicer nikoli ni upravičljiv, ampak dajte si predstavljati, ste na Antarktiki, zunaj je -50 stopinj, gledate film Šesti čut in to z ruskimi podnapisi in pol vaš cimer stopi v sobo in reče, se ti veš, da je Bruce Willis že ves cajt mrtev, ne? Ja pa. V Indiji pa so slavnostno otvorili največji kip na svetu, ki je denimo 2-krat večji od znamenitega kipa svobode. Po nekaterih interpretacijah kip prikazuje moškega, ki pred trgovino čaka na svojo ženo v času poletnih razprodaj, po drugih pa študenta filozofske fakultete, ki v skupni kopalnici doma 6 čaka, da se sprosti tuš kabina. Zaradi silovitega neurja, ki je divjala na Hrvaškem, je svojo obliko spremenila znamenita plaža Zlatni rat na otoku Brač. Pred neurjem je bila namreč takšna. Ko se je morje močno ohladilo, pa je postala takšna. Iz izkušenj vam lahko povem, da gre za povsem naraven pojav in da se bo stvar povrnila v prvotno obliko, takoj, ko se temperature normalizirajo. V poletnih mesecih, ko bodo v bližini tudi gospodične v kopalkah, pa se bo plaža najverjetneje izrazito povečala, seveda odvisno od temperature morja. Ameriško podjetje Apple je pred nekaj dnevi izdalo novo posodobitev svojega operacijskega sistema, v katerega so vključili tudi 158 povsem novih simbolov oziroma emojijem. Med drugim so v pester nabor dodali emoji Slovenca po martinovanju, simbol Boruta Pahorja ob pogledu v ogledalu in simbol našega korespondenta Jerneja Celca. Uporabnike je tokrat najbolj zmotil simbol popolnoma črnih stopal, ki nerealno prikazuje stopala temnopoltih ljudi, ter simbol za vrečo denarja, ki nerealno prikazuje plače ljudi, ki sestavljajo iPhone. Preden končamo, pa je čas za našo že skoraj stalno rubriko Angleži plešejo. Poglejmo, kdo se je tokrat zazibal v divjih ritmih. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajte nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!